Še kratko vprašanje, ali podpirate prenos dodatnih pristojnosti na Bruselj? Na določenih področjih absolutno, izpostavila bi predvsem socialo in zdravstvo. Načeloma ne, sem za več povezovanja in samo na določenih področjih tudi za poglabljanje Evropske unije. So seveda področja, kjer je smiselno, da je evropska politika enotna, vendar imamo v naših pogodbah tudi zelo jasno zapisano, in to smo se zmenili na začetku ob ustanovitvi, da so področja, ki ostanejo v pristojnosti posameznih držav članic. Da, mislim, da je to nujno potrebno, zlasti na področju obrambe in pa na področju energetike, to je nujno potrebno, ker bo vsem lažje in bolje. No, to je zelo težko vprašanje, tukaj je treba biti zelo pozoren, tukaj gre za vprašanje suverenosti, koliko bomo še suverenosti in katere pravice dati Evropski uniji. Jaz mislim, da to se lahko odloči samo od primera do primera, ne moram pa reči ja, in bolj sem naklonjen ne kot ja, zato ker lahko pride do težkih zlorab naše suverenosti. Menim, da se Evropska unija mora krepiti, sicer bomo kot integracija težko konkurirali z ostalim svetom. Mislim, da morajo države članice tam, kjer bo potrebno, prenašati svoje pristojnosti tudi na Bruselj, in mislim, da je prva zadeva, o kateri se morali pogovoriti, glede skupne zunanje in varnostne politike. To bo zagotovo prvo vprašanje v tej smeri, če bomo želeli naslavljati izzive sodobnega časa. Vsaka država mora ostati samostojna. Za tiste naloge, ki se pa izkažejo, da bi bilo dobro, da imamo več skupne politike, pa je prav, da bi imeli več skupne politike, ampak vse mora biti doseženo s soglasjem in nič na silo in postopoma. Jaz podpiram to, da Evropa ostane raznolika. Smo različni narodi z različnimi kulturami, različnimi jeziki in tako naprej, in to je absolutno treba ohranjati. Po drugi strani pa tam, kjer nam neusklajenost dela škodo, recimo davčno področje, nimamo minimalnih davčnih standardov, zato imamo znotraj Evrope davčne oaze, kot je Ciper, tukaj je pa treba stopiti skupaj, ali pa zunanja politika. Načeloma da. Ker Evropa krepi tudi nacionalno identiteto. Ja, sem zaradi tega, ker vidim v tem še dodatno varovalko za varnost državljank in državljanov. Absolutno ne, ravno nasprotno. 3. člen je jasen ustave in omogoča tudi slovenski vladi, da sproži referendum glede škodljivih mednarodnih pogodb, pa tega nikoli ne stori, ker ve, da bi bil negativen odziv javnosti. Se pravi, samo kaže na to, da smo pohlevni in nasprotujemo popolnoma vsakem dodatnem poklanjanju naše suverenosti. Nikakor ne. Že tako in tako smo jim dali ogromno pristojnosti in ostalo nam je le malo. Mi v svojem šaljivem programu rečemo, da smo podkolonija in da se zelo zavzemamo za to, da bi dobili vsaj status kolonije, da bi lahko vsaj o manjših stvarih odločali sami.